Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vedno znova inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In tokrat iz odra v zaodrje oziroma ob-odrje. Z mano je Blaž Lončar in on je v bistvu Rowdy, oziroma odrski tehnik, oziroma dajva to malo razložiti ljudem, ker vsi vemo, kaj počnejo ljudje na odru. Za odrom se pa res ful dogaja in Blaž je teh, zaradi katerih se glasbeniki in nastopajoči počutijo zelo varni. Ja, je tako. Nekako smo mi, odrski tehniki, Rowdy in podobni izrazi, ki nas opisujejo, smo ljudje, ki smo v temi, ki se nas ne vidi in domače omogočamo, da so muzičari. Za vse ostale tehnične in podobne rešitve smo pa mi v ozadju, tako da jaz sem en izmed njih, ki omogočimo, da koncert laufa brez težav. In da muzičari uživajo in ko muzičari uživajo, se naredi ta energija, ki je edinstvena, ki se zgodi na koncertu. Koliko z te energije dejansko dobiš tudi ti? Ogromno. Vemo, da večina gre v publiko, ampak... Ogromno. Takoj, ko vidim, da ljudje uživajo, takoj tudi jaz dobim šus v glavo in v tistem momentu vem, zakaj se matramo po domače cel dan, da postavimo, recimo nekateri postavljajo odre, streho, luči, potem se naštimo zvočenje in potem pridemo mi tehniki z bendom in postavimo kakšno ulico rabimo, da postavimo vse inštrumente, potem so tonske in potem, ko se vse to združi v en enostaven koncert, ki ga končni gledalci vidijo in ko vidim tisto energijo, ki jo dajo gledalci muzičarjem in muzičarji to sprejmejo in jo preko muzike dajo nazaj in ko se to vse sešteje, dobim jaz nasmešek in kurjo pot. Ja, in to vedno znova, ne? Vedno znova. Ti si v bistvu začel tako, da si šel na poklicno šolo za avtomehaniko. Je tako. In potem si na koncu pristal med inženirji strojništva. Je tako. Kako to? Kaj te je gnalo naprej? V bistvu v osnovni šoli smo šrafali Tomose in enostavno me je to zanimalo, vendar skozi izobraževanje me je skozi bolj vleklo k muziki. Metalci toliko bolj, kako bi rekli, čutimo muziko in skozi mladost mi je bila muzika cel cajt ena glavnih stvari v življenju. Brez muzike nisem mogel nič, ne delati, ne učiti se, nič. In potem hodili smo skozi na koncerte, podpirali slovenske bende, tuje bende, skozi v prvi vrsti, skozi opazoval, kaj muzičarji delajo, potem sem hotel jaz tudi muzičar, sem začel kitaro špilati. Imel nekaj uspeha s prejšnjo skupino Slicorov in zdaj smo aktivni z novomeškim bendom Nekrotik že, jaz sem pri njih že več kot 10 let. Eventualno pa potem naneslo, da sem začel delati kot kitar tech oziroma kitarski tehnik v povezavi z Dan D, to je bil prvi večji band. Potem je pa samo šlo naprej, skozi večji koncerti, skozi večji festivali. Potem nekako pot je prineslo do sem. Zraven sem naredil še šolo, ampak cel cel sem se pa posvečal muziki z bandom ali službeno. S tem je jako zanimivo, da si rekel z bandom ali službeno. Se pravi, band je kot neki, mislim, ga dojemaš kot prosti čas, ampak najbolj tudi s bandom zaslužiti denarja. Ne s tako muziko, ki jo mi špilamo, je zelo specifična muzika in v današnjih cajtih metal muzika ni najbolj zaželena. Je zelo ozka publika, saj večinoma metal muzike je z svetlimi izjemami, žal jih ni veliko v Sloveniji. In kakorkoli se mi trudimo, tudi nimamo nekega velikega uspeha, ampak vseeno nas to žene naprej, da smo aktivni. Tudi v času korone smo delali muziko. Ne smeš v teh časih obupati in greš naprej. Ampak sej, če si v bistvu Rowdy, to pomeni, da si neprekinjeno skozi povezan z glasbo. Se pravi, če si muzičar, si takrat, ko imaš nastope, pa recimo ko ustvarjaš, pa to si tudi non-stop, ampak tvoj poklic konkretno pa
pa je res povezan, ne glede na to, ali ti igraš glasbo ali ne, skozi glasbo del tvojega vsakodnevnega življenja. Si kdaj na tej poti pomislil, da to ni prava pot, se pravi, da je bilo kaj drugega bolj safe ali pa bolj, ali pa ne vem, so te starši, kako starši so te sprejemajo tvoj karierno pot? Kako bi rekel? Dajva s tem. Kako bi rekel? So podpirali. Mami je cel cel podpirala. Sicer na začetku ni vedela, zakaj se gre s koncerti, mislila, verjetno je mislila, da pač ja, itak hod po koncertih, pa ne bo nikoli pač. Takrat je bilo še tako, da večjo izobrazbo imaš, zihar boš imel v življenju več denarja. Ampak nekako sem pogruntal, da mogoče bom raje počel tisto, kar uživam v čemer delam, kakor pa v neki pisarni, glede na izobrazbo, v neki proizvodnji ali v pisarni, že 8 ur in zaklenjen tam. Raj živimo v rock and roll, mogoče malo manj keša, ampak uživamo v tisto, kar počnemo. Pa si imel kdaj kakšen dvom, da to ni pot, pa je recimo, da to ni nekaj, kar bi želel do življenja? Ne predstavljam si življenja brez muzike, brez tega, kar počnemo. Mislim, v zadnjem letu, glede na situacijo, so bili momenti, ko pač smo iskali druge rešitve za preživetje, ko smo bili brez koncertov, ampak na koncu ljudje še vedno rabimo muziko, rabimo zabavo in mislim, da ne glede na trenutne čase bo muzika nazaj, prej ali slej. Smo nekateri vztrajali pri tem, da ostanemo v muziki, ampak mnogo je pa tudi šlo v druge vode. Tudi jaz sem počel marsikaj vmes, da sem preživel, ampak ja, še vedno imam upanje, da bo ta show biznis potekal naprej. Konec koncev je tista energija na koncertu, ki poteka v živo, pač pristna, najbolj pristna, ki jo lahko dosežeš in to ljudje rabijo. To ne boš nikoli ne dosežel? Nikoli, ampak se bomo pa prilagajali trenutnim situacijam. Blaž, kdaj je bilo tebi v življenju najtežje? Glede na to, da si zelo hitro našel nekaj, kar te veseli, temu si sledil, priložnosti so bile, kje se je zataknilo, kako si šel naprej? Mogoče najtežja situacija v življenju je, kot je en od staršev umre v mladosti. Takrat smo bili mladi in smo to nekako prebrodili, naredite močnejšega, mogoče prej odrasteš, ampak v situacijah, ki jih imaš v življenju, si mogoče močnejši kot sovrstniki, ki niso imeli takih izkušenj. Tako da mogoče je bila to najtežja izkušnja, najbolj boleča. Mislim, na poti v življenju srečaš veliko takih situacij. Glede na to, da sem veliko na motorju, pač je posledično tudi ogromno prometnih nesreč, ki sem jih doživel in pač so situacije, ki so težke. Tudi v poslu so momenti, ki so težki, ko nimaš priložnosti spati, ko je pač naporno. Ampak na koncu se jaz dostikrat na koncertu usedem in uživam v tistem momentu. Tako, ko smo bili majhni, ko smo hodili na koncerte v prvo vrsto uživati, je zdaj pač moja prva vrsta ob odru in dejansko pač uživam najbližje možno. Se mi pa zdi, da kakorkoli že obračamo življenje v najtežjih situacijah, se mi zdi, da glasba je terapevtski element. Definitivno. Da nas dvigne, če si to pomočno povezan z glasbo, ker predstavlja si, da živiš neko ful težko situacijo in prvo moraš iti v računovodsko pisarno. Nazaj. Se mi zdi, da že tvoje delo, da ko se vrneš na delo, recimo, da imaš to neko obdobje, da preneseš ta težki moment, ampak zelo hitro se lahko vrneš na delo, ne? Te v bistvu delo to polno. Ja, če uživaš v tem, kar delaš, je definitivno te sprostim. Te najbolj si sproščen. Je zdravilo. Je nek support v bistvu to tudi, če delaš to, kar te veseli. Ampak kak je pa z drugim supportom? Recimo, tvoje delo zahteva v bistvu, da si večinoma v tistem času, ko so drugi ljudje fraj in doma, si ti v bistvu delaš. Ne? In dostikrat tudi koncerti, ki bi jih recimo pač drugi ljudje gredo gledati, ti takrat delaš. Ne? Kako pa je s odnosi, recimo, vezenskimi v tvojem življenju? Če je razumevanje, potem je dokaj enostavno. Seveda so pozitivne in negativne stvari. Pač vedno gledamo bolj iz pozitivnih. Negativne pa probamo porihtati, bomo temu rekli. Tako da, ja, so težki momenti, ko si, ne vem, en mesec na turneji, pač pogrešaš svoje bližnje, ampak
ko se vrneš, je pol toliko bolj sladko. Kaj bi ti rekel, da je tisto najpomembnejše, kar človek danes rabi za preživetje? Pozitivna energija. Kje pa dobiš, recimo, ti odbiš iz svojega dela, ampak če bi zdaj rekla? To je odvisno od človeka. Vsak si mora v življenju najti eno svojo, kako bi rekel, tisti moment, kjer najbolj uživa. Jaz sem to v muski najdel. Če ni muske, grem na motor. Sproščen, že grem na motor. Včasih dam pa še musko zraven motorju in je to večji užitek. Tako da, glede na to, da smo zdaj, da imamo musko nazaj, je definitivno to faktor, ki najbolj sprošča. Kaj bi si pa želel za svet? Kak bi naj izgledal svet? Tu naprej, zato recimo, da bo tebi To bi bila zelo dolga debata, ampak ne vem, svet okoli mene, kako bi rekel, svet okoli mene si vsak človek, oziroma jaz si ga sam prilagajam. Če mi nekaj ni v redu, pač probam spremeniti, če ne gre, grem drugam. In poti so neskončne in vedno iščeš pot, ki gre proti pozitivnim spremembam. In verjetno bi mogel tudi svet biti na tej poti. Verjetno je, enega vidimo, enega ne vidimo. Tako da verjetno pač bi mogli vsi stremeti pozitivno. Tako, dragi poslušalci, točno to si nesimo danes s sabo v dan. Poiščimo pozitivno energijo, obdajmo se z glasbo, glasba vedno prinese pozitivno energijo in stremimo v pozitivno naravnan, lepi svet. Hvala, Blaž, da si bil z mano. Hvala vam, čau. Hvala vam, čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.